Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis z menoj nocoj legendarni Ivo Boscarol. Ivo, dobrodošel. Dober večer, hvala za povabilo. Hvala, da si se odzval v našem povabilu. Pred kratkim sva se spoznala na enem projektu Miss Universe Slovenije. O tem bova v detalje spregovorila malo kasneje. Ampak mi se prej nisva niti srečala, mislim, da nikoli v življenju. A sva se? No, sva se začela tikati, tako da greva na tikanje. Jaz te poznam že 11 let, ker gledam oddajo redno, ampak ti si me kar zanemaril tako, no. Sam jaz gledal tebe, ne ti mene. Točno, ja, dejansko. Ja, mi imamo samo poredne že v oddaji. Tako. Eno stvar sem opazil pri tem projektu, ki sva ga skupaj izvajali, in to je nekaj, kar zelo poredko opazim pri ljudeh, da si človek, ki je 100% pozoren na vse detajle pri nečem, kar delaš. Odkje to izvira? Je to tvoja največja lastnost, pohvalna, ki me je to fasciniralo? Ne vem, jaz sem se naučil spoštovati varnost. Moj, bom rekel, življenjski projekt je bil vezan na letenje, na letala, in tam je lahko vsak detajl usoden. Zato vse, kar počnem, delam dejansko na način, da če se le da, sem vključen tudi v mikromanagement, v detajle, ker hudič je v detajlih vedno. Ja. Globalno širše je lahko zgodba dobra, vendar kar nas moti in kar nas boli, so detajli. V letalstvu seveda zaradi majhnega detajla, recimo letalo ima 6000, 7000 sestavnih delov, ja. In če ena matica, en vijak ni pritrjen, ima lahko celo letalo težave. Zato sem se navadil biti zraven z dušo in srcem in z vso energijo pri detajlih. Meni se vsi čudijo, kako lahko 19 podjetij, v kateri sem udeležen, vodim na način, da sem udeležen v detajle. Zaradi tega, ker mi ne predstavlja to niti, bom rekel, obremenitve, niti kakšne počasti, da se ukvarjam z detajli. Morda je kakšenkrat to za kakšne vodilne v mojih podjetjih malo nenavadno, ampak ja, če hočem imeti zadeve pod kontrolo, se ukvarjam z detajli. Rodil si se v Postojni, odraščal v Vipavi. Kako se spominjaš svojega otroštva? Ne. Rodil sem se v Postojni, ker je bila tam porodnišnica. Odraščal in ves čas sem živel in tudi živim v Ajdovščini. Pardon, v Ajdovščini. Kako se spominjaš svojega otroštva? Imel sem krasne starše. Bil sem morda malo neplaniran otrok. Sestra je 13 let starejša, brat je bil 10. In sem imel to srečo, da sta imela že več časa zame. Oba sta bila izredno nežna. Jaz večkrat rečem, da sem imel dve mami. Oče je bil izredno ljubeč. Vedno smo povsod skupaj hodili, imel izredno rad mamo, nikdar ni dvignil glasu. Pri nas je bila res taka družinska atmosfera. In to mislim, da mi je dalo tudi meni eno nežnost ali pa, bom rekel, eno drugačno dojemanje tudi tistih družinskih vrednot, ki so mene nazadnje tudi izoblikovale. Verjetno nisem znal tega tako vračati staršem, kot sem dobival, ker sem bil vedno problematičen otrok. Kaj to pomeni problematičen? Ja, to, da mama vedno, ko je prišla domov iz roditeljskega sestanka, ona je hodila na roditeljske sestanke, oče je bil namreč Italijan, ni znal slovensko. In sem točno vedel, kakšen bo tisti stavek, ko bo prišla skozi vrata. Zakaj ne moreš biti tak, kot so vsi ostali? Jaz sem vedno štrčal iz povprečja in zaradi tega sem imel težave praktično vse življenje, jih imam še danes. Ampak na koncu je pa tudi to en dober občutek, da tlakuješ svojo pot, da ne hodiš po poti, po kateri grejo vsi ostali, in da pustiš neko svojo sled. In pač tisti, ki ne morejo tega sprejeti, itak težko delajo s tabo, ampak tisti, ki pa razumejo svojo vlogo ob meni in se zavedajo, da je lahko samo eden z glavo med oblaki, in ta rabi dosti ljudi okrog sebe, ki imajo obe nogi trdo na tleh, potem tam imam zelo dobre ekipe in tudi na dolgi rok
Mene je naprimer na Pipistrelu zapustilo, ne vem, ljudi, da lahko preštejem v 33 letih na prste 2 rok. Vsi ostali so ostajali pri meni, ker smo se dobro razumeli v tem, kakšno vlogo ima kdo. Je kakšen dogodek iz otroštva, ki je vplival na tvojo življenjsko pot, kakšne izkušnje, kakšno doživetje? Ali si se samo prepustil toku v tej svoji samosvojosti, v tej svoji glavi v oblakih? No, zdaj, če lahko rečem otroštvo, letalstvo je pustilo pečat. Naša hiša je namreč ravno v liniji pristajanja letal in ko so mi brnela letala nad hišo, sem se jih jaz izredno bal, ker so bila hrupna in to je pustilo zelo velik pečat na meni, zlasti v tistih kasnejših letih, ker sem se letal bal. No, potem, ko je začelo malo tudi modelarstvo in ko so začela, bom rekel, ko so začeli tisti občutki sprehajanja po letališču tudi mimo jadralnih letal in ko me je upravnik prvič dal v letalo jadralno in ko sem začutil, da je letenje lahko tudi krasno, da je to poezija, da je to umetnost jadranja med oblaki, potem je se ta otroška, bom rekel, bojazen se je spremenila v ljubezen. Doskrat v življenju je tako, da ravno, bom rekel, zrcalne stvari pomenijo največjo spremembo, ker so bolj intenzivne in to. In pri meni se je dejansko skoraj čez noč to spremenilo iz intenzivnega strahu v intenzivno ljubezen. Zato je bila tudi ta strast morda tako močna, da ker sem enkrat to občutil, pol ne bom šel nikdar več mirne duše mimo letališča ali pa videl letala v zraku. Ampak sprva si bil pa fotograf in glasbeni novinar. Ja, to je bilo na začetku že v srednji šoli kot hobi. Ko sem prišel na študij v Ljubljano, sem šel takoj na Radio Študent, tako da sem se srečal z glasbo. Tam sem se srečal tudi s Tomažem Domiceljem in ker je on pisal o koncertih, je potreboval fotografa. Potovala sva po celi Evropi, tako da imam okoli 1000 koncertov za seboj. To je veliko. Takrat je bilo to res intenzivno, nekaj koncertov na teden. Ampak potem seveda sem začel tudi organizirati sam koncerte, ker sem po tujini spoznaval te skupine, ki jih je zanimala Jugoslavija. Koncerti so se organizirali v Ljubljani, v Beogradu, v Zagrebu. Problem je bil plakatov seveda, ker tukaj nismo imeli veliko formatnih tiskarjev takrat, tako da sem potem seveda bil prisiljen iti tudi v sitotisk oziroma v tisk. In sem se spoznal tudi v Londonu s prvimi priponkami, takrat jih tukaj še nismo poznali. To je tisto, se veste, Slovenija, Lipov list, Slovenija moja dežela in tako naprej. Pa tudi, ko bom velik, bom carinik na Kolpi ali pa štafeta, ne hvala, tako da sem doskrat imel nov avto, so imeli sosedje, ampak nažalost tisti moder Golf ni bil moj. Tako da, ja, počel sem marsikaj v življenju, to je bilo zelo lepo obdobje fotografije. Tudi marsikakšen lep spomin imam na kakšno snemanje aktov znanih Slovenk iz tistega časa. Naprimer? Da smemo povedati. Naprimer, mogoče bom pa nekoč naredil še razstavo. Tega bomo videli. To me pa zdaj zelo zanima, ampak moramo iti dalje. Kdaj je prišlo podjetje? Najprej je prišel status svobodnega umetnika, takrat, ko sem še študiral. Mi je tudi Tomaž pomagal, da sem dobil ta kulturni status, da sem si plačeval vsak mesec pač eno določeno vsoto, da sem bil zavarovan in pa da mi je tekla delovna doba. No, potem sem šel v obrt 78. leta, 78. leta in pol, 92. leta je pa prišla družba, to se pravi podjetje. Takrat sem že tudi vedel, da je letalstvo tržna niša, da tudi trg ne bo samo Jugoslavija, ampak da bo treba izvažati. Zaradi tega sem tudi dal ime podjetju oziroma blagovno znamko, tako da so jo predvsem v Italiji, ki je bila najbližja država, razumeli, ker po italijansko netopir, mi smo bili takrat prepovedani v Jugoslaviji in smo leteli zvečer in smo izgledali kot veliki netopiri na nočnem ali pa večernem nebu. Po latinsko je pipistrellus, sem rekel, bomo malo to odrezali, ker po italijansko je bilo
Pipistrello in to je bila takrat ena boljših mojih idej, ker ni bilo še Wikipedije, ni bilo še iskalnikov in tako in danes, če tipkate Pipistrel, dobite dejansko samo nas. Tako da, ja, tisti prvi del, bom rekel, ukvarjanja z letalstvom je bil krasen, ker smo postavljali nove standarde, novo kategorijo, programe šolanja in je bilo še letenje precej res svobodno. Zato sem jaz tudi šel, da sem širšim množicam obljubil ali pa omogočil letenje, ker smo predelali motorje, avtomobilske motorje od Trabanta, smo uporabljali navadno gorivo, ne letalskega in tako naprej. In takrat se je res v tem uživalo. Danes je letenje zelo regulirano, zlasti zaradi tega, ker ga ne, bom rekel, pogojujejo več letalske oblasti, ampak v glavnem pravniki. Pravniki, Ja, nažalost. ki se ne spoznajo. Pogrešaš to obdobje tega eksperimentiranja, ker to zveni zabavno, ta motor od Trabanta pa take zadeve. To gre za eksperimentacijo. To so bili čisti eksperimenti. Ja. Nažalost, seveda so se tudi dost njih se je končalo tragično, tako da jaz moram reči, da sem srečnež, ker sem eden tistih, ki so še danes tukaj, čeprav sem preizkusil več kot 2000 novih letal, 25 prototipov in tako naprej. In sem imel veliko angelčkov, ki so me čuvali. Ampak ja, tisto obdobje je bilo pa res krasno. Na vsakem travniku smo lahko poletali. Ni bilo te rigidnosti, ki je danes v letalstvu. Ampak danes gre pa vse seveda v elektriko. Je tako? Ja, veliko gre v elektriko, vse ne, ker električno letalstvo je dokazano, to smo mi dokazali na Pipistrelu, enako varno kot pogon, batni pogon ali pa pogon pač reaktivni pogon. Ampak dejstvo je, da je tale naša atmosfera zelo občutljiva na segrevanje, na onesnaževanje, prašni delci recimo, na segrevanje tudi iz izpušnih plinov, na hrup, vsak dan smo bolj občutljivi na hrup in vsega tega električni pogon nima. Zaradi tega je letalstvo na električni pogon tista smer, ki bo na dolgi rok sigurno prevladala, če bomo hoteli imeti še vedno to, kar potrebujemo, to se pravi letalski prevoz blaga in potnikov, ampak da ne bomo motili tistih, ki so na tleh. Ker navadni, če lahko rečem, sedanji batni ali pa reaktivni motori so izredno glasni, pa vse te škodljive, bom rekel, rezultate prinašajo s seboj. Tako da ja, verjamem v električno letalstvo, zato sem tudi praktično celo življenje posvetil temu in verjamem tudi, da naslednja energija bo vodik, ki se bo prijel prej kot pri avtomobilih, ker ga je lažje skladiščiti. Vodik je namreč hitro eksplozivna stvar, pri 4% mešanice z zrakom enostavno eksplodira, ne rabi iskre. Ampak ima to prednost, da v vodikovih gorivnih celicah vi lahko vodik, ki ga peljete s seboj na let, združite z kisikom, ki je v atmosferi, proizvajate med letom potrebno energijo in je edina emisija je čista voda. Tako da to je sigurno za letalstvo bistveno boljša stvar kot pa za avtomobile, kjer je skladiščenje problematično. Je res, da so piloti ogrožena vrsta? Zelo ogrožena vrsta, tako da če me zdaj gledajo mladi starši, naj si vzamejo čas z otroci, naj gredo na letališče, naj se fotografirajo z letalom, ki še ima krila, ker čez čas tudi tega ne bo več, ki ima eden ali pa dva motorja, ker čez čas bo teh motorjev več, ker bojo poletala letala največ vertikalno in ko ne bo več potreben pilot oziroma ne bo več dovolj usposobljen za vse te sisteme, ker človeški možgani in okončine, ki jih imamo, imajo omejitve, medtem ko danes avtopiloti, sistemi za avtomatsko letenje in upravljanje so tako kompleksni, da v bodoče pilot, tudi kontrola na zemlji, ne bosta več dovolj za upravljanje vseh teh letečih strojev, če jih lahko tako imenujemo. Zato bojo piloti kmalu lep spomin in je morda dobro se slikati s kakšnim pilotom ob letalu, da bojo potem otroci imeli to za spomin, ko bodo odrasli. Ogromno enih priznanj mednarodnega vpliva
imaš podjetje, kako človeka taki dosežki ne spremenijo do te mere, da ne začne stagnirati? Da se jih zaveda, ampak da še zmeraj dela isto, ker ogromno ljudi takšna stvar potem zruši. Ja, kot rečeno, jaz rabim izzive. Jaz rad delam to, kar drugim ne uspe, ali pa ko vidim nekaj, da je manjkajoči člen, me to pritegne in grem tudi v nekaj novega. Jaz sem tako, ne vem, avtomobil z stalno prižganimi dolgimi lučmi, ga ne briga, ali ste štop zadaj gorijo ali ne. Tako da vedno vidim še kakšno priložnost. Tudi tam, kjer bi lahko rekli, da je vse že znano, vse razvito, so še priložnosti. In to je tisto, kar mi daje energijo, to je tisto, kar mi daje voljo, da delam z mladimi ekipami, start-upi, da jim pomagam s svojimi izkušnjami, ker mladi imajo ogromnega znanja, kar jim manjka so izkušnje. In to je zdaj tista moja, bom rekel, mentorska vloga, ki je seveda potrebna pri start-upih. Tako da jaz sem prepričan, da ta civilizacija ima še ogromno potreb po razvoju, in jih bo tudi z orodji, ki jih ima v zadnjih letih, umetno inteligenco, strojnim učenjem in tako naprej, lahko tudi dosegla. Kar je problem in kar se pa ne zavedamo, je to, da to prinaša za samo civilizacijo, za človeštvo tudi veliko negativnih sprememb. In to, kar potrebujemo, je, da mlade, zlasti mlade, učimo ali pa pripravimo programe, ki bojo obvarovali pred vso to tehnologijo in posledicami, ki jih prinaša umetna inteligenca. Nažalost se premalo šolskih ustanov za to odloča. Kot smo omenjali start-upe in projekte in te investicije, kaj pa je projekt, ki pa tebe pritegne? S čim mora človek priti, da vidiš nekaj v tem? A je nek tist, ki reče v temu Nemci, das gewisse etwas, ali pa že ne se kva, ki zaznaš kot, to je pa vredno, to se pa... To ni enostavno, seveda, tudi ker nisem strokovnjak za vsa področja. Kar me najbolj pritegne, je žar in prepričanje ekipe, ki pride z novostjo, ki pride z spremembo, recimo. Ker ekipa je tista, ki je potem sposobna tudi narediti ta preskok iz, bom rekel, ideje do inovacije, ker to je zelo velik in težek preskok, spraviti neko idejo tudi v poslovno uspešno zgodbo. In če ni prava ideja, če ljudje, namreč tisti, ki pridejo z idejo do vas, niso prepričani v to, da noben zid ni dovolj debel, da se ga z glavo ne da prebiti, potem ima taka ideja zelo malo šans, da uspe. Ker danes, če ne greš v podjetništvo z vso energijo, ki jo imaš in jo nimaš, nisi za podjetništvo, ker konkurenca je ves svet. Danes je vsak konkurent dosegljiv na levi tipki na miški in ima navadno tudi večje možnosti. Zato moraš najprej sebe prepričati, da lahko nekaj narediš, in potem seveda ekipo, ker ekipa je tista, ki ti potem da možnost realizacije najbolj norih idej. Čestitke za Odisejo, mimogrede. Ja, hvala. Odličen projekt, zadovoljen s tem, kam se razvija, kako se je razvil, kam pluje? Ja, tako, ko je človek enkrat zadovoljen, pol je možnosti za razvoj zelo malo. Tako da vidimo še seveda veliko stvari za izboljšanje. Osnove so postavljene, dobre, tudi kot koncept, mislim, da ima možnosti, da Ljubljana, tudi Slovenija, nekaj takega potrebuje, od kinoprograma naprej do vseh drugih, bom rekel, spremljajočih ali pa dopolnilnih dejavnosti. Seveda je pa danes treba graditi na prvo ko prvo raznih vsebinah, ki morajo biti komplementarne, ne tako, da je kanibalizem med njimi, ker prostor, čeprav je 2 hektarja velik, ni ne vem kako velik, da je ekipa tista, ki zna to širino peljati, to vesolje vsebin, kar mi pravimo, in potem, da znamo spremljati, kaj trg potrebuje. Ker vi imate lahko, ne vem, polna skladišča najboljšega produkta na svetu, če ga ne znate prodati in spromovirati, oziroma če ne prepričate ljudi,
da to potrebujejo, čeprav ne vejo, da to potrebujejo, ne, potem je najboljši produkt vreden nič. In mene ne bo nobeden prepričal, da je Madonna toliko boljša pevka od drugih. Imela je dobro prodajne mehanizme, marketing in zato je postala to, kar je. In zato jaz pravim, produkt je dober, inovacija mora biti, vendar brez trga dan danes ni nič. Ne? Če nimate trga, boste propadli. In to skombinirati vse skupaj je pa seveda potrebno veliko znanja in pa tudi izkušenj. Miss Universe Slovenije, kako je prišlo do obnove licence, sem imel priložnost tole voditi, hvala lepa za priložnost, za vabilo. Moram reči, da sem zelo užival v tem, da je zadeva, bi rekel, zaživela v zelo kratkem času. Ja, čas je bil izredno kratek. Pač vse skupaj se je tako zasukalo, da smo dobili licenco zelo pozno, namreč nosilec licence zahteva, da so vsi nacionalni zbori narejeni do konca julija. Mi smo zaradi tega smo dobili licenco zelo pozno, imeli vse te postopke izredno hitre, kratke, včasih tudi prekratke, to, da smo izbirali dekleta, da smo jih izbrali tistih 15 in tako naprej, da smo spromovirali, da smo nenazadnje tudi sceno naredili tako, kot je dobili režiserja in to. Smo imeli premalo časa, tako da imamo še veliko možnosti za izboljšanje za drugo leto. Ampak ja, uspelo nam je. Imamo finalistko, imamo ambasadorko Slovenije, za katero mislim, da bo znala Slovenijo promovirati. Namreč jaz sem prepričan, da lahko tole našo butičnost Slovenije promoviram tudi drugače, ne samo skozi športnik ali pa ne vem, podjetnike in tako naprej, ampak tudi skozi druge vsebine. In Hana Cloud mislim, da je prava, je iz pravega testa in da bomo lahko Slovenijo promovirali tudi skozi to možnost. Odlično. Pa še za konec, čas naju preganja, smo na televiziji. Kakšen bi bil tvoj nasvet za nekoga, ki se ukvarja s podobnimi posli, kot ali pa s katerimi koli posli? Nek življenjski nasvet. Če bo kdo vedel, bo to. Torej tako, jaz nikdar ne dam vseh jajc v eno košaro, zato kakršenkoli posel je, naj se ne omejuje niti teritorialno z njegovo prodajo, niti sam z osnovno dejavnostjo, naj se ne omejuje s tem, da ima doma samo ključno stvar, to je razvoj, ampak mora imeti vsaj zelo dobro zastavljen celoten proces, in naj se ne omejuje s tem, kar večina Slovencev misli, da je Slovenija majhna. Danes je trg ves svet, Slovenija sploh ni majhna, dejansko je butična in zaradi tega je treba se zavedati, da imamo tudi izdelke, ki so butični in ki jih svet pričakuje in jih zna tudi ceniti. Najlepša hvala, da si vzel čas, da si bil naš gost. Pa se vidimo v Odiseji. Tako, čim prej. Najlepša hvala, Ivo. Srečno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.